V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti sta Zavod Logarica in Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra od 19. do 22. aprila pripravili razstavo Živim z evropskim bobrom, kjer so poleg slikovnega in materialnega gradiva odgovarjali na vprašanja v zvezi z življenjem bobra v našem okolju in širše. Delo in poslanstvo Zavoda Logarica nam je opisala strokovno sodelavka zavoda Martina Vida. Smo zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in promocijo naravnih in kulturnih elementov. Večinoma delujemo na območju Pomurja in večinoma delamo to, da proučujemo, vključujemo se tudi v različne projekte, sodelujemo z drugimi zavodi. Letos smo se pri Zavodu Logarica odločili, da bomo 7. april, ki je Mednarodni dan bobra, malo razširili in smo pripravili tako obsežnejšo promocijsko izobraževalno kampanjo z naslovom Živim z evropskim bobrom. Ta kampanja vključuje tudi take razstave v knjižnici, kot to zdaj tu vidimo. Razstava je sicer namenjena širši javnosti, namen pa je, da v bistvu želimo bobra predstaviti kot arhitekta, kot ekološkega inženirja, ne pa toliko kot škodljivca, pa kot kako nadlogo, in želimo dejansko malo izobraževati ljudi o bobru, o njegovem pomenu v naravi. Kaj je možno videti na razstavi? Vidijo lahko dermoplastični preparat bobra, torej da ga lahko dejansko vidijo, če ga še niso videli. Lahko vidijo njegove sledi v naravi, torej obglodana podrta drevesa, in pa imamo tudi en tak izobraževalni material z gibanko, ki smo naredili, na katerih so ta osnovni odgovori na neka osnovna vprašanja o bobru. Kako je z bobri v Pomurju? Bobri so se v Pomurju uspešno razširili, najdemo jih lahko na vseh tipih vodotokov, torej na rekah, potokih, gramoznicah. In ravno to je problem, da prihaja do velikih konfliktov med ljudmi in bobrom, in ravno zato tudi ta kampanja, da želimo malo omiliti te konflikte. So sicer nočno aktivne živali, zato jih malo težje vidimo čez dan, lahko pa jih vidimo recimo pred sončnim vzhodom ali sončnim zahodom. Namen razstave je obiskovalcem predstaviti bobra, o katerem imamo v veliki meri še vedno napačno predstavo. Še vedno mislijo, da je pa lovi ribe, recimo, torej pozabljajo, da je izključno rastlinojeda žival, potem pozabljajo to njegovo funkcijo v naravi kot ekološkega inženirja, da dejansko pomaga vodotokom, da vodotokom vrača neko naravno stanje, ker ga imajo res za čistega škodljivca, in imajo ga tudi za neko novo vrsto, ki je naselila zdaj na Novo Slovenijo, v bistvu pa ne velja, ker bober je bil že prisoten dosti prej, s tem, da so ga potem v 18. stoletju iztrebili, izgubili smo to vrsto, zdaj pa se je ponovno naselil po naravni poti, in to ljudje pozabljajo, da je dejansko avtohtona vrsta v Sloveniji, je bil prisoten na vodotokih, spada na naše vodotoke. Ker se je uspešno razširil, lahko pričakujemo, da bo prišlo tudi do tega naravnega zmanjšanja populacij, torej recimo kakšni teritorialni spopadi med različnimi bobri. Problem pa je predvsem človek, ker človek še vedno ogroža bobra, predvsem ogroža njegov življenjski prostor, ker smo preblizu vodi, uničujemo te vodne in obvodne ekosisteme, obrežni pas, in v bistvu še vedno to ogroža najbolj bobra. Ravno zdaj, v takem obdobju, ko je to ozaveščanje najbolj pomembno, ker je ta problematika, ti konflikti so vedno večji, in zdaj je bolj pomembno še kot kdajkoli prej, da izobražujemo ljudi, da opozarjamo na te napake. Zato mislim, da je vedno bolj potrebno, da ne samo za 7. april to delamo, ampak dejansko čez celo leto. Komu vse je razstava namenjena, nam je povedal gospod Branko Bakan, ki je strokovni sodelavec v Zavodu Logarica, tudi eden izmed ustanoviteljev zavoda. Smo pa pač tudi organizator razstave o bobru v okviru Mednarodnega dne o bobru. Zdaj ravno tudi pričakujemo osnovnošolske skupine, za katerimi bomo izvajali delavnice, kjer bomo predstavili bobra, njegovo življenje, kakšen vpliv ima na ekosisteme, odnos bober-človek, predvsem pa poudarili, da bober ni pač zlobna žival, ki samo podira, ampak ima tudi pomembno ekosistemsko vlogo. Pričakujemo 2 skupini otrok, jutri pa še imamo strokovno okroglo mizo za splošno obiskovalce, če želijo, da dobijo nekatere informacije iz prve roke o bobru in o naravi ob reki Mure. Poleg Zavoda Logarice je razstavo in strokovno podporo razstavi pomagal pripraviti Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, ki s projektom Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami pomaga bobru ponovno naseliti svoje zgodovinske habitate.
Kakšne so glavne značilnosti bobra in kako ga prepoznati, nam je opisal gospod Branko Bakan. Bober je med podobnimi živalmi največja vodna žival, precej večji od vidre in krepkejši, vidra je vitkejša. Od nutrije, ki je zelo podobna bobru, ga ločimo po ploščatem repu. Nutrija ima tudi svetlejši gobček in dolge brke. Zato ga verjetno tudi ribiči, pa tudi kmetovalci, ki imajo njive ob vodotokih, zamenjajo ravno z nutrijo, ker je nutrija tudi žival, ki je dnevno aktivna, ne hibernira, se pravi, nima zimskega počitka. Je pa tujerodna vrsta, ki se je k nam razširila iz farm, ker so gojili zaradi kožuha. In je mogoče ta navidezna številka bobra zaradi nutrije precej više, kot pa domnevamo. Zdaj v zadnjih letih se delajo različne raziskave na različnih vodotokih po Sloveniji, na Savi, na Dravi, na Kolpi, Sotli, kjer se tudi ocenjuje, škoda, ki jo povzroča bober na lesni biomasi, ker je nekaj podobnega se bo verjetno dogajalo z njim kot z srnjadjo, z divjim prašičem, se pravi, da ali bo država subvencionirala škodo, ki jo dejansko povzroči na drevesih. V najslabšem primeru, kar si pa mi seveda ne želimo, bi pa bil nek odstrel te vrste, ki je zavarovana, Natura 2000 vrsta in se je šele nedavno k nam priselila. Žal ne vemo, kaj se bo v tej smeri dogajalo, seveda se trudimo, da ravno z takimi akcijami, kot jih imamo tule, živimo z evropskim bobrom. To je naš slogan dejansko. Obglodana drevesa, odgriznjeno koruzno steblo ali zamašen cevni prepust so le nepomemben davek za sonaravno prilagajanje podnebnim spremembam, zato je naloga vseh nas, da pustimo bobrom, da zaživijo v svojem habitatu. Skrajni čas je torej, da se ljudje prilagodimo spremembam, ki jih v vodno okolje prinaša bober in ne obratno.